Kaj počnete, da osebno rastete in se razvijate? Moje ime je Aleksander in današnje coaching vprašanje je namenjeno vaši osebnostni rasti. Kakšen je vaš načrt, kje bi radi bili čez 1 leto, 2 leti, 3, 4, 5 let? In če imate vizijo zase, če imate vizijo za svojo lastno osebnostno rast, če imate vizijo za svoj lasten razvoj in to, kar bi radi uresničili, je moje naslednje vprašanje, kaj konkretno delate, počnete, da boste to vizijo tudi dejansko potem uresničili? Kaj so konkretni koraki? In kaj so morebitna tveganja, da te vizije, da teh sanj, da tega, kar bi radi uresničili, morda ne boste uresničili? Kaj je tisto, kar vas ovira, zavira, da ne rastete osebnostno, da se ne razvijate osebnostno, kot bi se v resnici radi? Vse to, kar počnemo z vidika coachinga, obiska številnih delavnic, vse to, kar počnemo z vidika konkretnih korakov, ki jih počnemo, da se nenehno učimo in rastemo, je z enim posebnim namenom, da postanemo drugačna oseba. Da postanemo oseba, na katero bomo ponosni. Da postanemo oseba, ki bi v resnici radi postali. Ključno pri osebnostni rasti je, da nikoli ne odnehate in da verjamete vase, da verjamete, da lahko postanete nekdo, na koga boste še bolj ponosni. Poudarjam. Že sedaj je pomembno, da ste ponosni nase. Že sedaj je pomembno, da ste veseli, hvaležni za vse, kar ste uspeli uresničiti. In da verjamete, da ste sposobni še veliko, veliko več. Kje bi radi bili? Vi kot oseba. Kdo bi radi postali? Ne vse razmišljati samo skozi to, kar boste uresničili, skozi to, kar boste manifestirali, skozi cilje in rezultate, ki jih boste dosegli. Razmišljate tudi, kaj je tisto, kar vam bo prineslo mir. In kdo bi radi v resnici postali. Hvala, ker ste, hvala, ker me spremljate, hvala, ker všečkate, delite, komentirate tudi to coaching vprašanje in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju.